Prav lepo pozdravljeni na še enem live pogovoru z evropskimi poslanci. Danes je naš gost dr. Milan Zver, poslanec iz Evropske ljudske stranke in vodja slovenske delegacije. Lepo pozdravljeni in hvala za sodelovanje. Hvala za vabilo. Hvala vsem tistim, ki ste poslali vaše vprašanja. Teh je bilo res veliko, še vedno pa ste vabljeni, da to storite tekom najnega live pogovora. Morda za tiste, ki še ne veste, naši live pogovori potekajo v okviru kampanje Tokrat grem volit, v okviru katere nagovarjamo volivce, naj se 26. maja udeležijo evropskih volitev, ne pa koga naj izberejo. To odločitev seveda prepuščamo njim samim. V prihajajočem mesecu pa bomo gostili še preostala dva evropska poslanca in jim zastavljali vaše vprašanja. S postavljenim vprašanjem danes ponovno sodelujete v nagradni igri, ki jo bova z gospodom Zverom izvedla ob koncu najnega pogovora. Pa če za začetek začneva stalnico naših live pogovorov, da ne vprašanja, torej odgovarjate samo z da ali ne, na kratko temeljite vaše mnenje. Prvo vprašanje, ali podpirate idejo o EU vojski? Da, vendar ne kot neka alternativa nacionalnim armadam ali pa NATO, ne? Torej neki koeksistenci. Torej danes je 29. marec, datum, ko naj bi po prvem dogovoru Britanija zapustila Evropsko unijo. Zato drugo vprašanje, no deal Brexit, da ali ne? Ne. Tretje vprašanje, ali bi Evropski parlament moral poleg Evropske komisije dobiti tudi izvršilno funkcijo? Mislim, da parlament niti ne. Bolje bi bilo, da bi pridobil kakšno zakonodajno funkcijo od sveta. Četrto vprašanje, ali bi morali volivci direktno izvoliti tudi predsednika Evropske komisije, torej poleg tega, ko izbereš svojega evropskega poslanca, tudi predsednika? Praktično je model špicen kandidata že pot v tej smeri. In še zadnje vprašanje, ali bi po vašem mnenju obvezne volitve v Sloveniji prispevale oziroma spremenile podobo na politični sceni? Jaz mislim, da bi pozitivno. Včeraj se je ravno končalo drugo marčevsko zasedanje v Štrasburu. Evropski poslanci so oziroma ste glasovali o številnih pomembnih zadevah in zakonodajah, o katerih bova spregovorila v kratkem. Med drugim tudi o glasovanju vašega poročila za mlade v projektu Erasmus+. Torej, če nadaljujeva s vprašanji povezanimi z vašim delom v Evropskem parlamentu, ste član odbora za kulturo in izobraževanje, delegacije za Združene države Amerike, skupine za manjšine v Evropskem parlamentu, Evropske platforme spomina in vesti in nadomestni član odbora za regionalni razvoj in delegacije za Črno goro. Bi lahko mogoče nam in našim gledalcem na kratko razložili, kaj so vaše glavne pristojnosti oziroma naloge v teh delegacijah in odborih? Ja, bil sem tudi član specialnega odbora za boj proti terorizmu. To se mi zdi pomembno poudariti, ker smo dolgo pripravljali in na koncu pripravili zelo dobro poročilo, ki napotuje ali pa priporoča državam članicam, kako se naj poprimejo z nevarnostjo terorizma. Gre za zelo konkretno poročilo, ogromno podatkov in ogromno konkretnih priporočil. Tako da to delo v tem odboru se mi zdi izjemno pomembno. Jasno pa je, da sem največ časa porabil ravno za delo v odboru za kulturo, izobraževanje, mladino in šport. Tukaj sem pripravljal kar vrsto poročil, najbolj odmevno je pa ravno to, ki je bilo sprejeto včeraj, to je Erasmus+. Seveda tudi na drugih področjih sem zelo aktivni, kot vodja delegacije prisostvujem sestankom predsedstva Evropske ljudske stranke in tam vsak mesec kreiramo politiko. Torej veliko časa, kot smo že omenila, ste namenili prav projektu Erasmus+, in včeraj se je zagotovilo s tem tudi več financ. Potem delovali ste tudi jamstvo za mlade, mladi v akciji in ostali projekti za mlade. Dejstvo je, da so ti programi velika prednost za mlade in naložba v prihodnost. Kakšna pa je po vašem mnenju prihodnost, glede na to, da politična participacija mladih z leti upada in ta trend nekako se ne zaustavlja oziroma se ne preobrača na bolje? Jaz upam, da bomo zdaj obrnili na teh evropskih volitev, da bo šlo več mladih voliti. Kot veste, mladi Slovenke in Slovenci hodijo še kar na lokalne volitve, malo manj na državnozborske, najmanj pa na evropske, in to bi seveda veljalo obrniti, ne na škodo ostalih volitev, ampak se povečati udeležbo. Njihovi vrstniki v severnih državah ali pa zahodnih državah Evropske unije pogosteje grejo na volitve, predvsem zaradi tega, ker smatrajo, da je njihov glas nekaj šteje. In to je tisto esencialno vprašanje, ne? Ali greš voliti ali ne. Če imaš občutek, da tvoj glas nekaj pomeni, potem greš, kolikor imaš občutek, da ne, potem ne greš. Ne? In ljudi je treba pač opozoriti, da tudi če ne grejo voliti, na nek način izberejo. Ne? Ampak
jagodo na smetani dobi nekdo drug. No, kot sem že omenila, ste glasovali o številnih pomembnih predlogih, od avtorskih pravic pa vse do prepovedi uporabe plastike za enkratno uporabo. Glede torej tega prvega, avtorskih pravic, je bil rezultat zelo težko napovedljiv in eni so torej na sporna člena 11 in 13, po novem torej 15 in 17 gledali negativno, drugi ne. Kakšno je vaše mnenje in zakaj tolikšna razdeljenost v Evropskem parlamentu glede tega? Jaz mislim, da ni pravi trenutek, da smo sprejemali to poročilo. Tik pred volitvami poslanci so bili tudi pod pritiskom enih in drugih. V Nemčiji so šli celo tako daleč, da je bil poročevalec celo varovana osebno in njegova družina tudi celo do grožnje prihajalo. Skratka, prava vojna se je na tem polju spodbudila. Je pa zakaj? Zato, ker je izjemno težko vprašanje. Na eni strani imamo pravice, avtorske pravice, to je naša kultura, naša civilizacija, da avtorji morajo biti plačani za svoje delo in storitve in stvaritve. Po drugi strani pa je internet ikona sodobnega časa, način življenja tudi mladih, ne samo mladih, tudi drugih, ampak vendarle jo povezujejo s svobodo. Brskanje po internetu, ta svoboda jim je bila doslej dana in to v veliki meri in krniti to svobodo je seveda tudi težko. Na nek način pridobljena pravica in bi morali zelo, bi rekli, s tresočo roko posegati v to pravico. Nekaj stvari je ostalo nedorečenih, zlasti filtriranja. Filtri, tudi najsodobnejši, nimajo človeške inteligence, da bi prepoznali, ali je downloadanje v nekem konkretnem primeru upravičenje do avtorskih pravic ali svoboda na drugi strani. Tukaj bi morali pač nekatere stvari še doreči in pomiriti nasprotnike te direktive. In tega niso storili. Nasprotno, vojna med njimi se je še povečala tik pred sprejemom. Na tem plenarnem zasedanju bi vas moral tudi nagovoriti naš predsednik vlade Marjan Šarec. A je to priložnost zavrnil? Bi to res lahko razumeli, kot je on dejal, torej kot nabiranje političnih točk oziroma predvolilno kampanjo, ali je to zamujena priložnost? Ja, je zamujena priložnost za njega. On bi lahko celo obratno, morda se je bal, da bi poslabšal svoj politični rejting, če bi bil tam in se zaradi tega tako odločil, ne pa obratno, da ne bi delal politične propagande. Ne vem, za državo je običajno dobro, da predsedniki vlad ali šefi držav povedo svojo vizijo Evropske unije. Jaz mislim, da je gospod Šarec že dovolj dolgo v politiki, da ima neke ideje, neke vizije, neke poglede na prihodnost Slovenije in bi to lahko storil. Ne za lastno dobro, ampak za dobro države kot slovenske države Evropske unije in za njen ugled. No, se je pač odločil, kot se je odločil. Jaz osebno ne pogrešam tega nastopa. Za skupnost pa bi morda bilo dobro, da bi zbral pogum in nastopil. Kot član delegacije za Združene države Amerike, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje oziroma stališče vas in vaših kolegov do predsednika Trumpa. Ali nanj gledate kot nekega strateškega prijatelja oziroma partnerja ali nanj bolj pada ta neka negativna luč? So pozitivni in negativni vidiki njegovega vladanja. Na mednarodnem področju je naredil par stvari, ki bi se ji bilo vredno ogniti. Zlasti multilaterala zamenjuje bilaterala, poskuša uveljaviti spet nek protekcionizem na najvišji ravni. In seveda to ima določene posledice v svetu. Neke stvari je pa tudi pozitivno naredil to, da je zahteval od držav članic povišanje stroškov za nacionalno varnost. Je popolnoma normalno in na ta način je spet senzibiliziral vprašanje obrambe v Evropi, recimo, in mnoge vlade razmišljajo, na kak način bodo povečali stroške za obrambo, kar je nujno v današnjem svetu, ki poskuša se Evropo destabilizirati v vrsti tečajev. Na vzhodu imamo eno grozečo nevarnost, zelo močno vojaško silo, ki včasih ne pomišlja, ko je treba kaj postoriti. V tem smislu Evropa res rabi eno prihodnosti in pravijo, do leta 2030 jo bomo oblikovali svojo vojsko,
ki pa ne bo nadomestila nacionalnih armad, kot sem že prej omenil, niti ne bo izven alianse NATO, ampak kot sestavni del. Na nek način taka evropska vojska že živi, zato ker imamo skupne bataljone, mednarodne bataljone in so več ali manj zbrani po regionalnem ključu, tako da taka evropska vojska faktično že obstaja, ne? Ampak formalno pa še ne. Ja, kar se ameriškega predsednika tiče, gojimo določene simpatije tudi zato, ker je prva dama Amerike Slovenka, ne? In to nam veliko pomeni, ampak ni pa nekega ustreznega medsebojnega spoštovanja med Ameriko in Slovenijo, ni dobrega sodelovanja, tudi na račun Slovenije, zato ker smo zadnje leta, zadnje desetletje skoraj popolnoma preusmerili našo zunanjo politiko iz zahoda, evroatlantskih povezav na vzhod in to ni dobro. Kar se pa Evrope tiče, res sem član tega odbora oziroma te skupščine. Ko je bil Trump izvoljen, res ni bilo nekega navdušenja, ne? Praktično vsi evropski poslanci, ki so člani skupščine, so izražali nejevoljo, ne, nad tem. Ampak Trumpovi pač moramo dati priložnost, zagotovo bodo tudi pozitivne strani njegove vladavine, vsaj v smislu večje pozornosti varnosti in pa gospodarske rasti. Žal mi je edino, da ni uspel TTIP, to prostotrgovinski sporazum med Unijo in pa Ameriko, ampak zato ni kriv Trump, ampak že Obamova administracija. Obama se že 2011 odločil, da bo poskušal ameriško zunanjo politiko bolj usmeriti ali fokusirati na Pacifik kot Evropsko unijo. Ena izmed držav kandidatov za vstop v Evropsko unijo je tudi Črna Gora. Pa zanima me, kako daleč so oziroma kakšna je njihova pridružitev k Evropski uniji. Je ta možna v nekaj letih ali bodo morali na to še počakati nekaj časa in kaj so glavni razlogi za to? Evropski parlament pa Evropska komisija vsako leto data poročilo o napredku pridruževanja integracijam in moram reči, da je bilo za Črno Goro kar pozitivno, ampak vendarle so nekateri pomisleki, ne. Zlasti, kadar gre za vladavino prava, vprašanje človekovih pravic in svoboščin, pa svoboda medijev, ne. To so znamenita poglavja 23 in 24 v pristopnih pogajanjih in te so odprte, še niso zaprte in Črna Gora bo morala še veliko postoriti tudi pri odpravi kriminala in tako naprej, korupcije na tem področju. Nekateri pravijo, da je daleč pred drugimi v možnostih vstopa. Jaz celo mislim, da bo do nekje sinhrono stopili skupaj z Srbijo. Makedonija je po vsebinski plati v pogajanjih naredila več korakov naprej, ne? Ampak ni še dobila niti datuma za začetek pogajanj, ne? V tem smislu je Črna Gora daleč pred njo. In jaz sem za to, da se širitev dogodi čim prej. Leto 2025 je bilo ena izmed obljub Črni Gori, ki je že postala članica NATO, kar pomeni, da ima eno prednost pred ostalimi. Predvsem zaradi tega, ker ne bi želel, da se na Balkanu spet udarijo različni veliki interesi, da pride do konfliktov, morda celo do ponovnih vojn. Tega si noben ne želi, zaradi tega bi bilo dobro, da so sestavni del neke širše družine narodov, ne? In na ta način so tudi lažje nadzirajo razni ekscesni procesi, ki so sicer značilni za Balkan. Lani je Evropski parlament na vašo pobudo poimenoval konferenčno dvorano po dr. Jožetu Pučniku. To je samo še eden izmed teh slovenskih delčkov v Evropi. Vse od Prešernove Zdravljice, ki je v Bruslju, pa do najstarejše trte na svetu v Štrasburu. Menite, da takšni dogodki oziroma stvari pomembno vplivajo na pogled drugih članic Evropske unije na Slovenijo ali? Jaz mislim, da ne. Zlasti, kar se Pučnika tiče, je to bila kar dolga zgodba, ne. Veliko napora je bilo treba vložiti, 6 let je trajala na različnih stopnjah, vsaj na 5 se dokončno odloči.
In je uspelo, še posebej takrat, ko so videli, so se seznanili s predlogom, prebrali ga, njegov življenjepis in tako naprej in so videli, da je njegova življenjska zgodba pravzaprav fantastična. Skoraj težko najdemo v Evropi politika vrhunskega, ki bi imel tako zgodbo in ni bilo več nobenega dvoma v to in so postavili to dvorano, konferenčno dvorano, v kateri potekajo zelo pomembni sestanki. Jaz sem še posebej vesel, da se je otvoritev udeležil predsednik Tajani, pa predsednik politične skupine, predsednik Slovenske države, Pahor, predsednik Janša. Skratka, zelo močna zasedba je bila in skoraj vsi slovenski poslanci, ogromno uradnikov, drugih vrhunskih evropskih politikov, ki so obeležili ta poseben dogodek. Če vprašate, ali je to simbolnega pomena, tudi za prepoznavnost, seveda je. Tudi ko smo postavili spomenik tik pred Evropsko komisijo, kjer je vrstica Prešernove Zdravice v vseh jezikih uradnih evropskih, tudi ta dogodek je zelo pomemben. Tam praktično ga srečaš, ta spomenik, ker je blizu inštitucij in vsako leto se dvakrat pripravimo. Začeli smo s tem pred 10 leti na mojo pobudo, torej za dan kulture, kulturni praznik in pa za dan državnosti. Kakšen krajši kulturni dogodek, večkrat smo zapeli, praktično vedno zapojemo himno. Včasih so prišli tudi kakšni dijaki iz Slovenije, prihajajo pevski zbori, skratka vedno naredimo zelo prijeten dogodek, ki ga samo uradno prijavimo pri oblasteh, položimo cvetje pred spomenik in tisti, ki gredo mimo, so praktično vedno navdušeni nad našo predstavo tam. Pred kratkim ste tudi dejali, da smo v zadnjem desetletju doživeli skorajda eksodus mladih. Na 10 000 mladih je odšlo v tujino v iskanju boljših priložnosti zase. Je to po vašem mnenju samo problem Slovenije ali se tudi pojavlja v drugih državah članicah in na kakšen način Evropska unija želi preprečiti oziroma preprečuje tako imenovan beg možganov v druge države? To se vedno težje preprečuje. Edina rešitev je, da zadržimo mlade v Sloveniji, da ustvariš ustrezno poslovno okolje, da bodo sami iskali službo tukaj ali celo ustvarjali delovna mesta. Slovenci smo kar solidno podjetni, moram reči. Ne rečem, da to zaslužna šola ali sistem, nekaj je v naših genih in predvsem je to, da ne želimo biti doma na račun države in tako preživeti. Slovenci raje gremo s trebuhom za kruhom, in to se dogaja tudi mladim. Zadnjih 10 let je okrog 50 000 mladih šlo čez mejo delati, in to je škoda, ker to je najbolj vitalen del zdaj delovnega ljudstva, bi rekli, in dela zunaj. Če bi imeli priložnost doma, bi pač jo izkoristili in bi doma delali in prav bi bilo, da jim ustvarimo boljše pogoje, življenjske in pa delovne pogoje za doma. So pa nekatere druge države, kot ste omenili v Evropski uniji, ki pa imajo določene težave, celo z Erasmus plusom. Nekateri so proti njemu, zato ker mladi grejo ven in se nočejo več vrniti v Bolgarijo ali pa Romunijo. To pa je problem. Tam pa so življenjske okoliščine, življenjske pogoje še bistveno slabše kot pri nas. In je to eden od pomembnih problemov. Zato je zelo pomembno, da bo Evropa še naprej temeljila na solidarnosti, kar pomeni, da bo večji del evropskega proračuna šel nazaj v države članice, predvsem tiste po načelu solidarnosti, ki to pomoč najbolj potrebujejo, da bi se razlike razvojne med vzhodom in zahodom in pa severom in jugom čim prej zmanjšale. Če nadaljujeva s vprašanji naših gledalcev, vprašanje je res veliko. Gospod Alen Baumkircher pravi, vprašanje za vas, gospod Tonc Šulin in gospoda Peterleta. Ko gre za TTIP sporazume, pa sedaj za skupno zavzemanje slovenskih diplomatov pri reševanju mejnih sporov in pri boju proti cenzuri interneta in za boljše okolje, bralec meni, da ste pozabili moralo, etičnost, poštenost, okoljsko osveščenost in vse obljube dane prednost ste bili izvoljeni. Torej, kje ste pozabili te stvari? Dodal pa je še, da je vprašanje seveda retorično. Ja, že sam dal odgovor, s katerim se seveda ne strinjam.
včasih smo res poslanci pod nekim pritiskom lobistov, tudi zdaj smo bili, ne, za avtorske pravice, ampak mi nismo glasovali za to, ne, regulacijo. Tako da se je malo zmotil v svojem podmeni v vprašanju. Mislim, da delamo odgovorno, ne, in da vse od teh poslancev tukaj, ki smo bili omenjeni, ni nobeden koruptiven, da bi odločil na podlagi kakšne plave kuverte ali kaj dalje, ampak v skladu s svojo vestjo ali pa v skladu z politiko Evropske ljudske stranke, katere člani smo. Gospod Primož Veselič sprašuje, kaj menite o nedavni zamrznitvi članstva Fides v Evropski ljudski stranki, ali delite mnenje stranke in zakaj? Ja, mi smo, SDS je bila bolj na strani Fidesa, ne, zato ker smo zagovarjali neko pluralnost in širino znotraj EPP, pa to ne samo zdaj v zadnjem primeru, ampak celotno mandatno obdobje so se pojavila določena trenja, pa ne samo zaradi Orbana, ampak predvsem zaradi tega, ker smo imeli enih 6-7 malih strančic, zlasti iz Beneluxa in pa Skandinavije, ki so dokaj, skoraj bi rekel, ekstremno leve, ne. Več ali manj vodijo politiko levice, zlasti socialistov, in to se vidi tudi pri glasovanjih in tudi drugem obnašanju te skupine v parlamentu. Je pa zelo glasna in tudi v zadnjem primeru je bila dokaj glasna in jaz sem vesel, da je uspel predsednik Dol, pa tudi Manfred Weber nekako ublažiti vse te razlike. Čeprav smo se že na kongresu dogovorili, da se do volitev tega vprašanja ne bo odpiralo, so ga ponovno odprli in ta rešitev, kot je bila, da je Fides sam izstopil oziroma zamrznil svoje članstvo, smo mu omogočili na nek način taki časten umik do nadaljnega. Sedaj je ustanovljena ena posebna komisija modrecev ali ekipa modrecev, ki jo sestavljajo Van Rompuy, Pöttering pa bivši avstrijski premier Schuster, ugledna imena evropske politike, in oni bodo zdaj pripravili poročilo, stališče in konec leta se bomo odločili, kaj bo s Fidesom. Pravi tudi SDS je znana po zavzemanju za liberalno gospodarsko politiko. Kje vidite vzroke, da takšna politika v Sloveniji tako težko pride do izraza? Ja, v Sloveniji še imamo vedno dobršen del gospodarstva socialističnega, ne. Politika ima ingerenco na tem, rečemo, da so v državni ali javni lasti. In to seveda ni dobro za gospodarstvo. Država je slab gospodarstvenik, ne, slab menedžer in prav je, da se gospodarska moč prepusti civilni družbi oziroma gospodarskim subjektom in da se politika umakne iz tega. Okay, razumem, da so nekatere dejavnosti, kjer to ni dobro, ne, da se privatizirajo, ampak večina dejavnosti, ne, gospodarske pa bi moralo biti privatizirano čim prej, ne. Dlje, ko bo imela država vpliv oziroma politika vpliv v gospodarstvu, dalj časa imeli probleme ustvariti eno tako pozitivno gospodarsko okolje. Kakšno pa je vaše stališče do predlogov o uvedbi e-volitev evropskih poslancev? No, vprašanje e-volitev je tudi vprašanje ne samo za evropske volitve, ampak tudi za nacionalne in pa lokalne. Vkolikor bi nekdo zagotovil, da ni mogoče pretentati ali pa zlorabiti e-volitve, ne, za kakšne druge namene, bi seveda bil za. Zato, ker je zlasti bi mlajše ali pa tiste, ki so manj mobilni, to prepričalo, da se udeležijo volitev in bi bila udeležba višja. Nekatere dobre prakse imamo, recimo z Estonije, ne, ampak vsi se ravno zaradi teh kibernetskih vojn in pa hekerskih potencialov, ne, malo bojimo peljati ta način izbire. Gospa Milena Petek, gospod Tine Ribič in gospa Nina Kocijan vsi nekako sprašujejo o tem programu Erasmus+. In sicer, gospa Milena Petek, program Erasmus+ nudi kvalitetno izobraževanje mladih v Evropski uniji. Zanima me, v kolikšnem številu se mladi iz Slovenije odločajo za omenjeni program. Potem gospod Tine Ribič pravi, da je zagotovo to eden izmed najboljših programov v Evropski uniji. Kakšne izboljšave bo ta program še pridobil potem, ko ste kot glavni poročevalec priskrbeli dodatna sredstva za ta program? In gospa Nina Kocijan torej sprašuje oziroma pravi,
Kaj konkretnega ste naredili, nameravate narediti v prihodnje, da bo klima v Sloveniji, torej z vidika zaposlovanja, primernega plačila, možnosti nakupa stanovanja za mlade dovolj spodbudna, da se bodo izkušnje v tujini res želeli vrniti domov in tukaj uporabiti to pridobljeno znanje? Če to vse skupaj približamo, torej z mladimi in z Erasmusom. Redo, kompleksno vprašanje. Torej Erasmus res zdaj nudi veliko več možnosti oziroma bo nudil od naslednje finančne perspektive naprej. Glede na to, da smo močno povečali proračun, tudi komisija se zavzema za najmanj 2-kratno povečanje, mi za 3-kratno parlament, potem pa se bomo izpogajali za neko številko. Jaz sem pripričan, da bo čez 40 milijard evrov. Že samo to dejstvo omogoča večje vključevanje, večjo možnost, zlasti na področju mladinskih politik. Zdaj je bilo 75% prošenj zavrnjeno, ne zaradi tega, ker bi bile slabe, ampak zato, ker ni bilo denarja. Tako da smo ta prepad malo zmanjšali. Zdaj smo dali tudi možnost tistim, ki imajo posebne potrebe, tudi finančne, pa tudi informacijske dodatne možnosti za te ljudi, tako da se ne bodo Erasmusa udeleževali samo tisti, ki prihajajo iz bogatih družin. Predvsem pa so 3 novosti. Prva je ta Discover EU, Odkrivaj Evropo, ki kot pilotni projekt že poteka. Iniciator je bil Manfred Weber in sicer pomeni, da vsak, ki dopolni 18 let, dobi tisto zastonj vozovnico železniško in to je v redu. Mi smo to razširili tudi na tiste, ki dopolnijo 19 let in 20. In potem bo seveda to od leta 2021 normalen projekt, ki bo zaživel. Druga taka novost v Erasmusu so Evropske univerze. Znano je, da Evropske univerze zadnja leta ne dosegajo dobrih rezultatov, niso dovolj konkurenčne v primerjavi z azijskimi in pa ameriškimi. In bi seveda želeli neko odličnost tudi na tem področju, boljšo konkurenčnost. To je dober projekt, kakor tudi Center za odličnosti na področju poklicnega izobraževanja. Tudi tukaj ima Evropa problem, tudi severna in zahodna. Države, ki so uvedli tako imenovan dualni sistem, kjer se na področju poklicnega izobraževanja torej usposabljajo in izobražujejo tudi skozi delo, torej v praksi. In te države, Nemčija, Avstrija recimo, nimajo nobenih težav z zaposljivostjo tistih, ki končajo kakšno poklicno ali strokovno izobraževanje. Medtem ko na severu ali pa tudi pri nas pa imajo. Se mladi morajo doizobraževati, imajo kar velike težave pri prehodu iz šole na delovno mesto. Predvsem zaradi tega, ker si šole danes ne morejo privoščiti tako dobre tehnologije kot gospodarstvo. In dualni sistem pa temelji ravno na tem. Zakaj bi šolo obremenjeval z mašinami, najboljšimi, če lahko ta del izobraževanja naredijo torej skozi prakso in se jim to prizna. In slej ko prej moramo iti tudi v ta sistem, ne glede na to, kar bo sindikat porekel na to. Torej, še zadnji del vprašanja, kaj narediti, da bodo se mladi vračali oziroma ostali doma. Torej, že prej sem dejal, predvsem je treba ugodno ekonomsko okolje, poslovno okolje za njih, da si ustvarijo lahko službo, delo in kasneje na podlagi tega tudi družino in socialne odnose. In predvsem družinska politika je pomembna pri tem. Leta 2004-2005 smo uvedli precej ugodnosti za mlade družine in nataliteta v Sloveniji se je v 4 leti povečala za 30%, iz 17 tisoč na 24 tisoč novorojencev na leto. To je v kratkem času kar velik skok. In tudi nekatere druge države, tudi Madžarska recimo, ima vrhunsko družinsko politiko, ki pomaga mladim, da ustvarjajo podjetja, da dobijo delo in pa da si lahko ustvarijo družine. Gospa Milena Petek pravi, Evropska komisija pripravlja zakonsko podlago za Marakeško deklaracijo. Moti me predvsem to, da so politiki zatrjevali, da ni obvezujoča. Zdaj, kot kaže, bo Evropska unija sprejela Marakeško deklaracijo kot obveznost za države članice, kar vidim kot zavajanje strani politikov. Kakšno mnenje imate vi, gospod Zver? Ja, deloma ima prav gospa, da so politiki zavajali. Samo mora tudi vedno povedati, kateri politiki so zavajali in kateri politiki so opozarjali, da do tega lahko pride. Res je, ko sem slišal, da Evropska komisija pripravlja ta pravni temelj, sem postavil, mislim, da pred tednom dni vprašanje Evropski komisiji, zakaj to počne. In odgovora še nisem dobil, upam, da ga bom dobil pred volitvami, ni pa gotovo. Dejstvo je, da
bi tudi Evropa kot taka želela po hotenju komisije postati sestavni del, Evropska unija kot taka sestavni del podpisnic oziroma kroga podpisnic. In na ta način bi dejansko države članice bile primorane, da tudi so same sestavni del te zgodbe, ne, ki pa ni dobra. Ne. Marakeška deklaracija je izjemno slabo pisano besedilo, ki ima vrsto zelo, po mojem mnenju, neustreznih formulacij, ne, in pa idej, predvsem poskuša ilegalne migracije napraviti za normalne kot človekovo pravico in to ni dobro. Ne. Evropa ali pa mnoge evropske države so se temu uprle, niso podprle Marakeške deklaracije, sedaj bi pa naj skozi neki obvod Evropska komisija to uredila in kot neko veljavno besedilo, ki bi veljalo tudi za tiste države, ki so odklonile podporo Marakeške deklaracije. Seveda to je nesprejemljivo in proti temu se bo vsaj svet uprl. Ne. Kenan Mašinović pravi, Evropa stoji na velikem razpotju. V vse večjih državah se pojavlja porast nacionalizma, populistov, strank, ki so skrajne. Veliko ljudi izraža nezadovoljstvo z načini vodenja politikov in predstavnikov oblasti, naprimer v Franciji. Prva članica zapušča Unijo, skratka nezadovoljstvo in nezaupanje naraščata. Menite, da lahko Evropsko unijo doleti podobna usoda kot našo bivšo republiko? Začetki so podobni. Ja, jaz upam, da ne. Tam do leta 2013 noben ni govoril o razpadu Evropske unije, potem pa so kar začeli dokaj pogosto govoriti tudi o tem. Dejstvo je, da je Evropska unija nastala na pogorišču dveh svetovnih vojn, predvsem kot mirovni projekt, da se ne bi države spet oboroževale, je uvedla neki nadzorni mehanizem, ne, nad proizvodnjo jekla in premoga, da so se medsebojno kontrolirali in to je bilo vrhunska poteza za začetek, čeprav je kasneje Jean Monnet dejal, da bi moral začeti pri kulturi, ne pri premogu in jekla, ampak vendarle, ne, ko so začeli usklajevati gospodarske politike, so se medsebojno nadzorovale in ni prišlo več do oboroževalne tekme. Jaz upam, da se vaja izpred 100 let ne bo ponovila, takrat so vse evropske države začele se hitro oboroževati, leve in desne vlade, vse so podpirale hitro oboroževanje in sledila je Prva svetovna vojna in kasneje seveda kot posledica tudi Druga svetovna vojna. Danes bi bile svetovne vojne še bolj drastične, kot so bile nekoč, glede na orožje, ki ga premoremo in seveda vsako tako izzivanje miru in uničevanje Evropske unije kot mirovnega projekta je seveda nesprejemljivo in slabo. Res je, Brexit se je zgodil, poskušajo destabilizirati tudi s kibernetsko vojno Evropsko unijo. Mimogrede, čez 2 leti bomo mi dobili prvo kibernetsko armado, ki bo se borila proti takim poskusom kibernetskih napadov, kot se je zgodil v Nemčiji, pa na Švedskem in v Estoniji pred nekaj leti. Skratka, Evropa mora postati tudi bolj kot entiteta, kot celota obrambno močnejša. Ne. Mi smo vedno se hvalili, ja, mi pa imamo soft silo, soft power, drugi lahko imajo močno silo, vojaško silo, ampak vendarle v določenem trenutku lahko privije do situacije, ko bomo morali to svoj način življenja, svojo identiteto in kulturo tudi braniti z orožjem. Upam, da ne bo do tega prišlo, ampak najslabše je bilo, če bi se začele države članice med sabo tekmovati v kazanju mišic, v nacionalizmu in podobno. Gospod Tine Ribič sprašuje, ali podpirate idejo SDS, da bi vsi aktualni evropski poslanci predstavili svoje poročilo o svojem delu v Evropskem parlamentu pred odborom v Državnem zboru? Zakaj da, zakaj ne? Jaz mislim, da je bilo to dobro, ne? Da se vidi, da se položi karte na mizo in da imajo ljudje uvid v tem, kaj smo storili. Gospod Alex Devine pravi, gospod poslanec Milan Zver, zanima me, kakšno je vaše mnenje o skupni kandidaturi SDS in SLS. Govorice so tudi o tem, da boste nosilec liste. Ja, to je zgodba zadnjih dni. Ne? Praktično sem jo sinoči izvedel bolj podrobno, ne? In jaz mislim, da je kar dobro, glede na to, da Slovenska ljudska stranka živi ta hip na marginah, da ni parlamentarna stranka, da ima enega poslanca v Evropskem parlamentu in
Mi z našo platformo lahko pomagamo, da obnovijo en mandat in še naprej ostajajo Evropska stranka, ne, s svojim poslancem. Mislim, da je to dobra gesta, ki bo koristila tako nam, kakor tudi Evropski ljudski stranki. Žal pa mi je, da ni Nove Slovenije zraven v tej zgodbi. Prav tako gospod Aleks Devanj, kot drugo pa bi vprašal, na katere dosežke ste kot član poslanske skupine SDS v Evropski ljudski stranki najbolj ponosni, poleg uspešnega Erasmusa? Ja, že prej smo omenila to Pučnikovo dvorano, ki je postavila enega Slovenca v bok velikim evropskim politikom in praktično edina taka tovrstna dvorana je v evropskih inštitucijah. No, potem bi posebej poudaril ravno poročilo o boju proti terorizmu, kjer smo bili intenzivno vključeni v pripravo njega. Tudi Slovenija je poslanka ena sodelovala, na drugi strani je poskušala malo ublažiti recimo zelo jasne dikcije, ampak je na koncu vendarle po mojem prevladal razum in to poročilo je zelo pomembno tudi za vse ostale države članice. Delal sem tudi deloma na področju kohezijske politike, skupaj s pomočjo ali pa od podpori Jožeta Štefana sem pripravil eno mnenje Evropske ljudske stranke z področja raziskav in znanosti. Veliko je bilo poročil z področja izobraževanja. Tukaj sem bil ali pa postal torej stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus Plus in zamenjal dolgoletno, lahko bi rekel, mater evropskega izobraževanja Doris Pack, ki je desetletja gradila to, kar se danes imenuje Erasmus Plus. No in še vrsto drugih stvari. Gospa Nina Kocijan, Brexit, torej kakšno je vaše stališče do morebitnega ponovnega podaljšanja Brexita za naprimer 2 leti? Kako mislite, da bi v tem primeru bilo optimalno izvesti prihajajoče evropske volitve oziroma kakšna naj bo v tem primeru zastopanost britanskih poslancev v parlamentu? Vse to vprašanje bodo znana ali pa odgovorjena čez nekaj dni. Ne? Vse se hitro dogaja. Danes je tisti dan D, ko bi se moralo nekaj zgoditi, ampak se očitno ne bo. Do 12. aprila nič, potem pa so še nekatere opcije odprte. Jaz si vsekakor želim tak blag pristanek, ne trd izhod, zato ker bi povzročilo veliko težav tako na Severnoirskem, Severna Irska, Irska na meji, kakor tudi pri drugih stvareh. Brexit je bil dorečen, usklajen z britansko vlado, z Evropsko komisijo, ampak britanska politika ne premore toliko moči, da bi se poenotila in sprejela eno od možnosti izstopa. Seveda, če bo podaljšan za daljše obdobje, bodo britanski volivci imeli pravico izbrati tudi svoje predstavnike v Evropski parlament, vsaj za obdobje, dokler bo Britanija sestavni del Evropske unije. Sicer pa bi bilo zelo nerodno, če bi imeli britanske poslance v Evropskem parlamentu, Britanija bi šla na svoje, ne? In bi Britanci odločili o pogoju življenja Evropejcev, ne? To pa ne gre. Tukaj moramo naliti čistega vina. Gospod Nina Kocijan sprašuje tudi, kako dojemate odločitev, da evroposlancem ni treba javno objaviti podatkov o tem, kako zapravijo oziroma zapravite ves denar, ki vam je dodeljen strani Evropske unije, ali ni to voda na mlin tistim, ki Evropski parlament kritizirajo kot netransparentno institucijo, v kateri se številni zaposlijo predvsem zaradi visokih finančnih ugodnosti. In pa ali vi objavljate vse svoje izdatke, vključno z različnimi dodatki in zakaj ja oziroma ne? Torej, to je redno vprašanje pred vsakimi evropskimi volitvami. Formalno pravno ima prav, ni potrebno izkazovati vsakega računa oziroma podajati poročil. Je pa, seveda javnost pa vendarle zanima, ne, kako je s tem, tako da bomo verjetno poslanci morali predočiti zadeve vsaj javnosti, pojasniti, kako se ta struktura denarja porablja. Jaz s tem nimam težav, ker imam poseben račun samo za to, do centa natančno vodim evidenco in to bomo že storili, to niti ni problem, ampak je pa dejstvo, da imajo tudi v vsakem nacionalnem parlamentu poslanci del sredstev, s katerimi svobodno razpolagajo, ne.
Najbolj oči padajo ravno ti stroški evropskih poslancev, ki se namenijo za ogromno stvari, praktično za njegovo delo v volilni enoti, ne samo za najemnine prostorov, za vso tehniko, tehnologijo, knjige, varovanje, materialni stroški, prevozni stroški in tako naprej, ne. Gospod Jan Greben pa pravi pozdravljeni, mene pa zanima, kaj so vaši cilji ob morebitni novi izvolitvi, kaj bodo vaše prioritete? To pa je odvisno tudi od razdelitev funkcij oziroma obveznosti. Kot veste, na začetku mandata je na razpolago okrog nekaj 100 mest, funkcij, ne, članstvo v odborih in Slovenija in vse to se deli po D'Hondtovem sistemu, ne. Ko prideš na vrsto, se potem pojavi ena prosta funkcija, najvišja od vsega in potem vzameš tisto. In marsikdaj je odvisno ravno od te porazdelitve, na katerem področju boš delal. Jaz bi delal na področju znanje politike, izobraževanja ali regionalne politike. Je pa vprašanje, ali bomo dovolj uspešni znotraj Evropske ljudske stranke, da bomo lahko relativno hitro izbirali. Sedaj smo imeli 5 poslancev in smo imeli kar močne pozicije. Če ne bomo imeli 5 poslancev, bo seveda slabše in bomo imeli manj pomembne odbore in komisije in v tem primeru je tvoja vloga, politična moč v parlamentu nižja, ne. Zato je zelo pomembno od volitev, ne, da dobiš čim boljši rezultat, da potem lahko ujameš čim bolj odgovorno in čim bolj pomembno funkcijo. In področje seveda. In še zadnje vprašanje, zakaj greste vi tokrat voliti na evropske volitve 26. maja? Ja, včasih rečemo politiki, da so te volitve prelomne ali pa izjemno pomembne, ampak te evropske pa so res. Predvsem zaradi tega, ker kot so že gledalec oziroma prej vprašal, da je precej ekstremov zadnja leta, ne, ekstremov desnih in na levi strani, ki destabilizirajo Evropsko unijo. In ta proces destabilizacije se lahko tudi nadaljuje, če ne bodo tiste močne stranke demokratičnega loka recimo dale neko stabilnost in gotovost evropskim državljanom v prihodnem mandatnem obdobju. Jaz grem predvsem zato voliti, da bo ostala Evropa normalna in da ne bo preveč stresov, ker ti stresi ne koristijo nobenemu, najmanj pa dobronamernim državljanom, ki želijo normalno živeti. Kolikor bi zmagale evroskeptične stranke, ne, ob podpori skrajne levice, potem se evropskim inštitucijam slabo piše in tega si seveda ne želim, zato grem volit. Želel bi, da ostane močna Evropa, ampak da temelji ta močna Evropa na močnih državah članicah, ki morajo imeti še vedno dovolj suverenosti, dovolj avtonomije, da se bodo lahko ljudje istovetili z svojo državo, pa tudi v drugi fazi z Evropo. Kolikor bodo, kot je nekdo že prej vprašal, poskušali centralisti preveč centralizirati Evropsko unijo in preveč moči prenesti v Bruselj, bo začela Evropska unija pokati po šivih, kot je bivša Zvezna republika Jugoslavija. Naš čas se počasi izteka. Dr. Zver, vam se zahvaljujem za vaše izčrpne odgovore in čas. Dragi gledalci, za vas upam, da ste pridobili željene oziroma pričakovane odgovore. Ostala pa nam je še samo zadnja stvar, torej žreb nagrajenca danes, ki ga bo izvedel gospod Zver. Enega, ja. Torej danes je nagrajenec oziroma nagrajenka Jan Greben. Iskrene čestitke. Kontaktirali vas bomo v zasebnem sporočilu. Vam, dragi gledalci, pa še preostane samo, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih, Facebooku, Instagramu in Twitterju. V mesecu aprilu bomo gostili še preostala 2 evropska poslanca. Do takrat pa ne pozabite, če vsi volimo, vsi zmagamo. Nasvidenje.